Nogometaši Kopra so v prejšnjem krogu doma pričakali Maribor, sledil je nekoliko nesrečen poraz, Radomlje pa so vendarle zabeležili prvo točko na gostovanju v Novem mestu pri Krki. Prva akcija tekme za domače nogometaše, streljal je Štromajer po podaji z desne. V 24. minuti pa lep prodor Pučka, ki je našel Žiberta, ta pa je zgrešil vrata Radomelj. Po slabe pol ure igre pa tudi prva priložnost za gostujoče nogometaše. To je bil gol in prednost za 0:1. Sno je bil na pravem mestu in popeljal Radomlje do prednosti. Presenečenje v Kopru že v tem prvem polčasu. Do konca prvega dela več ni bilo priložnosti, sledil je drugi polčas in boljši začetek Koprčanov. Štromajer si je pripravil veliko priložnosti in z glavo zgrešil pravzaprav nemogoče. Sledila je kazen, gol za nogometaše Radomelj, kapetan zavrl je povišal prednost na 0:2. Iz kota je podal Snoj, najvišji pa je bil zavrl, ki je zadel za povišanje prednosti. Še ena akcija gostov, tokrat je streljal Avbelj, ni bil dovolj natančen. Kmalu pa tudi znižanje zaostanka, Pučko je bil na pravem mestu in znižal na 1:2 ter Koprčane vrnil v igro. Do konca več ni bilo veliko priložnosti, tole je še zadnja in zadetek Mitrovića, ampak gol je bil razveljavljen zaradi prekrška Štromajerja, ostala je pri prednosti gostujoče ekipe. V zaključku tekme še 2 rumena kartona Haliloviću in rdeči, z igralcem manj je Koper končal tekmo. Na koncu velika zmaga za gostujoče nogometaše in veselje Radomelj, ki so dosegli prvo zmago v 10. krogu prve lige Telekom Slovenije. Nekaj bo treba spremeniti, na domačem terenu bo treba osvojiti kako točko. Danes smo poskušali, šli v tekmo, pritisnili, vendar ni šlo, dobili iz ene pol priložnosti zadetek in potem se je nasprotnik zaprl in dobro branil. Na začetku drugega polčasa spet udarec 0:2. Potem smo se dokaj hitro pobrali, dosegli ta zadetek, poskušali pritisniti, vendar kaj več ni uspelo. Občutki so seveda lepi in dobri in že dolgo nismo imeli takih občutkov. Tako da po teh 8 porazih smo res po recimo temu nesrečnem remiju v Novem mestu, ker smo si recimo po priložnostih tudi lahko zaslužili kaj več, ampak če ne zabiješ, ne moreš zmagati. Danes nam je to dvakrat uspelo. Jaz moram pohvaliti fante, ki so tudi danes odigrali izredno disciplinirano in odgovorno in čakali na svoje priložnosti. Izkoristili smo jih, dvakrat smo dosegli zadetek, zadostovalo je za zmago in seveda, da smo vsi zelo veseli.